stari. Evro pa leto lahko not naložiš z viličarjem, se vrata še tako odprejo. Pa tudi na burju so občutljiva, imaš še zaklep, neobčutljiva, no. Prvi mi všeč, ker ne rabim nič razlagati o opremi, veš. Okej, Slušalke po želji, ne? bravo. Na kakšne oddaje, ne? Pa naštimajo tisto kamerco na sred mize, pa... Ja. Ja, tako A ti si že rdečo lučko prižgal? Ja, smo že štartali v rdeči. Kaj, lahko jaz gosta predstavim? Lahko. Ja. Ajde, piči, Jure. Lej, tega podcasta se jaz zelo veselim, zato ker je z nami nekdanji radijski filozof, kralj bogatstva jezika, ki je na tak subtilen način, pa tudi hudomušen, vedno znov v družbi nastal to gledalo, tudi kar se tiče nedeljskih pranj avtomobilov, ampak danes pred atmosferskimi mikrofoni je zaradi tega, ker je jezdec zobnikov, kardanov in drugih nosilcev navora, izzivalec gravitacije, danes je z nami Miha Šalehar, Mihi, motorist pa gorski kolesar. A sem prav povedal? Tako si me lepo napovedal, da sem kar švicnul, v dlani sem švicnul. Lahko potrdite, da se fleki poznajo. Res je. Ja, to vse si prav povedal, hvala lepa za tako. Meni so toliko všeč te Juretovi uvodi. Vedno mislim, da se pripravlja, ampak on se ne pripravlja na te uvode, veš. To tako pač iz njega pride ven, ne. V srce me je in tudi jaz sem počaščen, ker kljub temu, da nisem nikoli, res je nekaj ljubezni do avtomobilizma kot tazga, čeprav sem čista prav petrolhead po drugih linijah razvil, vas ful spremljam in globoko cenim in sem ful ponosen, da imamo tako kvalitetne predstavnike našega skupnega foha v vaši veji pri nas. Sam še ta tret model manjka. Ne? Ta tretji model je na morju. Tretji model je na morju. Pozdrav tega, če še govorite. Poglej moje roke, lej. A veš, da sem tudi jaz malo za Švico? Jaz sem zdaj, tu pa je, ne? Zdaj, ko smo se išamarali s temi komplimenti, ne, takole. Celo žal. Daj mi povej, kako ti je všeč nasploh ta struktura, nestrukturirana struktura podcasta, da tako kar malo letimo, jaz malo zaklepam vrata, tam preverjam tiste kamere, pa to. A ti to všeč, glede na to, da si ti radic po duši, kjer so vse stvari malo bolj klene? Ne, to mi je ful všeč. Jaz sem imel tudi zelo rad ta naraven feeling na radiju, čeprav mogoče na nacionalnem radiju, mogoče ne paše toga, meni je bilo blazno všeč, da se slišali z vrata od studija, kdaj je pa kakšna napaka. Pa tako, veš, to daje en tak žmoht. Smo ljudje, ne, sej nismo. Mislim, meni so bile najbolj fascinantne, ko sta imela s Karolijem Živoke, pa to sem vedno najraje poslušal. Sploh pa, če smo že pri tem, ne, tehniška kultura pa bogatstvo jezika pa to, ne, na tem mestu tudi, ne glede na to, da Mihi ni več član prve udarne napadalke špikerjev Vala 202, ne, je Val 202 še vedno moja najljubša radijska postaja, ne. Zato, ker pred človeku predvsem da neke vsebine, ne. A veš. No, pa Martinčiča imamo tam konzerviranga. Zdaj to on je z vaše branže. Njega bi bilo treba spomeniško zaščititi. Ja. Se absolutno strinjam. So pa njegovemu slogu dnevi šteti, ne. Ja, ampak... A veš, tega, kar je on še pred 10 leti prbal se v tem woke svetu, ne bi mogel nek avto predstavljal. Možno, da je bila dača ali nekaj, skratka, nekaj, kar je imel odzad mrežo. In tako Martinčič mirno veter, in zadaj ima mrežo za psa, no, ali pa za taščo. Veš ti? Ja, to se spomnim. Ja. Pa za 8. marc, ki je pač naštel on je naštel neke statistike, ja, pa tok žensk je zdaj v zdravstvu, pa feminizira se, pa bravo. Pa tako, ampak to je bravo, ker sem mu pripravil, veš, urednik ti nekaj pripravil, nekaj pa to, ampak Martinček tako ni, pa so bile že debate na to temo, ne. Na koncu malo tih ne prav. Ja, no, dame, ampak kdo bo pa likal? Mislim, danes bi ga križil. Danes bi ga nazaj, pa to še skozi. A veš, da on ima nickname iz mladih let? Iz mladih let ima Playboy, ne? A res? A verjamete, da bi uganil, če bi... Mislim, očito ga jaz ne poznam dobro, ker meni ne zgleda, bolj mi zgleda tako. Meni zgleda tako 80-ta. Ja. 80-ta. Ja, sem bi rabo kakšno tako šuljo z veliko kragno, veš, da bi bolj poudaril to, ne. Ama... on je tisti lik, veš, ko vsi gledajo Umak terasa 84, ne, pevači, pa se pa iz strani pripele eden z roadsterjem, SL-om dol. Ej. Pa reče, kaj pobje. Veš,
Tak. Odprto vabilo za podcast. Alfa. Janez Martinčič, Ja. definitivno. Ja. Nisem imel alfe frajeri takrat. Parjave, kamel, cokle. Ja. Ej, v letu sem not v Brlog, jaz nič ne vem v avtih, kva se bomo mi sploh pogovarjali, zdaj pa, a veš. No, se to sem hotel reči. Jaz mislim, Mihi, da ti v resnici, a veš, kakšen je tvoj odnos do avtomobilu, pa mi povej, če ti bom krivico naredil, ampak ti si tokrat v eter v tako malo Subtilno. ne, pa že tako malo parodije omenil Volkswagen pa Audi, da ti bi mogel dobiti spomenik v Wolfsburgu in v Ingolstadtu. Z enega Passata bi mi morali, da prav Passat je bil moj. Ja, prav. Zato, tega Passata jaz pravzaprav nikoli nisem razumel. Ja, ampak si ga želel potihem. A veš, da o tem sem pravkar zdaj premišljal. Ampak mogoče je to en nezavedni del mene totalno hrepenel po tem Passatu, pač moja poza mi ni dovoljevala, da bi to imel. Ne. A zakaj, da bi sprobal malo stereotipnega Slovenca? Ali tako pač? Pa ne stereotipne, nikoli nisem štekel dobro teh Passatov. Poznam enega modela, ki ima vedno ful nobel te Passate, in poznam pa enkrat modelov, ki stoji v vrsti za čez 2 let, ki se bo on tega Passata znebil. Ne. Ja. Ker je bil on boljši brand od originala, ker ga je še toliko opremo, pa zrihtu, pa pravilno vtekel, pa ne ta ole pa naute node ali pa te fore, da so ljudje v vrsti stali. In to je bila prav cela vezana trgovina teh čakajočih na tega Passata. Ampak to je ta tehniška kultura, ki jo imamo Slovenci. A ne, da je? Ja, in tu imaš v resnici tudi ti. Ne? Jaz sem videl, pa dobrih motorjem še pridemo, ne? Ampak jaz sem enkrat, po mojem si imel glih Cirila pred mikrofonom, ki si prebal, ne vem že v kakšnem kontekstu, omenil si Audi AR6. In meni je klasnulo takrat, da ti si petrolhead tudi za avte, ker drugače ne poznaš Audi AR6, veš. Se mi je super, take fajn stvari, pa hitre stvari, pa kakšne tehnologije mi je tako top. Imam en tak, sem inženir v podznaku, ne. Sem tudi, strojni tehnik po osnovni izobrazbi, tako da jaz vem, kva je sornik, pa kva je muznik, pa kva je toleranca, pa... Boncel. Ok. Zdaj smo že bližji. A veš, jaz sem risal tako, v osnovni šoli sem skozi dirkalne motorje risal, ne. Sem hotel biti konstruktor dirkalnih motorjev, pa pilot, ne. A res? Ja. Zdaj mi je vse jasno. Veš, to so te indici Dana Lenarda pa Roberta Lešnika. Veš, ti bi mogel nadaljevati v tej smeri. Ne, za dizajn pa nisem. Ne. To pa priča zgodovina mojih avtomobilov. Sem si predstavljal, kako bi bilo, če bi bil v kokpitu Concorda, naprimer Miha Šalahar, pa bi najava leta, kako bi bila, pa podatki tam na 11,000 metrih, ko bi jim odpredaval, iz pilotske kabine ven. A probamo to? Dajmo, zrihtate. Nekaj bi samo vprašal, ker mi tvoja ura mi blešči v glavo. Ne, 7:15 mi tako, veš, a je to tvoja ura? Mislim, 7:15, zdaj smo zjutraj za vse tiste. Ja, to je drugače ful moja ura. Jaz res rad zgodaj zjutraj vstajam, ne vem zakaj, ne moram spati tudi, neki ful 6 ur imam dost. Tako da sploh polet, kaj tak vreme mi je pa tako, to je. Meni je tudi zakon, jaz sem tudi jutranji tip človeka, tako. Sicer proti večeru se tako počasi ugašam, ampak zjutraj mi je pa energy. Zjutraj mi je tudi visok, zvečer pa ja, bog ne da je kaj delati. To je navada z radija? Ne, sploh ni navada, od nekdaj sem že tak. Jaz sem raje recimo ob 2 zjutraj vstal, če se bilo treba za izpit učiti. Tista veš kampansko, ki treba zadnji trenutek neki. Raje ob 2 vstal, da bi se zvečer. Tako to vsi pobje delamo, ne? Ja, ne morem zvečer. Sproti delajte. Mi smo sproti delali, sam tik pred. Pa si obljubil, da boš sproti delal. Pa nikoli ni bilo sproti. Pogrešaš radio? Ja. Ljudi? Oddaje? V bistvu pogrešam ljudi, pogrešam oddaje, super mi je ta let premora prav prišel, tako da v eni taki manjši meri se bom tudi vrnil jesen. Prav tako sem začel pogrešati, ugotovil sem pa to enkrat, a veš, kaj imaš vne sanje, ker na pol sanjaš zjutraj, ne. In se tako jaz zbudim in začnem tam po posli mendrati, kje imam uro, pa telefon, pa ne vem kaj, pa me tako žena vpraša, kam pa mislim, ga pa ti pa sem rekel, ja, na radio grem, ne. Jaz sem sanjal, da grem na radio in da sem vse pozabil, priprave, veš, ko to si backupiraš, malo si na mail pošleš, tam si liste nastavam, ker si tako smunjen zjutraj, ne, da grem jaz na radio, ono, kakšen radio model, ti si, pač nisi več tam v službi, ne, in potem sem šel scat, ne. Da saj nekaj narediš.
In jaz imam tam en tak pisoar, vece je namontiran in sem tako scal s čelom na steni, a veš, tako zjutraj, ker zjutraj začelo krap 3 oporne točke. 3 točkovni priklop, a veš. Ja, in v tistem trenutku sem malo, recimo, rekel, pa se mogoče pa ti pogrešaš radio. Pa to, kar praviš, da se vračaš, a to si pravkar razkril eno tako ekskluzivno novičko? Ali? Mogoče. Ali 202? Ja. Mogoče. Ja. Ja. Super. Mislim, sem vse mogoče, neke tudi ideje so bile, ne, ampak na koncu sem le tam odrastel, ne, pa v bistvu so meni dal ful mer tam, kar nakazuje tudi veš, na neke vrste optimalno sobivanje, da te jim pusti, da delaš tisto, kar češ delati, pa to je mogoče vreden celo več kot denar. Ja, niso te v en tak eter ugradili z električnim pastirjem, ne, to se je videlo. Ne. Dejansko, lej, jaz sem glasbeno nepismen. Jaz glasbe res ne poznam, ne. Razen take, ki nastane z ognjem kot posledica različnih sekvenc vžiga. Včasih se z ženo pelava, pa je spračal, to je pa dober komad, kdo pa je to? Pa me tako pogleda, pa prav, pa dobro, se ti zabavaš. No. Pač ne vem, ne. In tudi, veš, ta tvoj pristop, pa prej bogatstvo jezika, ki sem ga omenil, ne. Jaz sem se zanj pelal, ko si bil ti povabljen za komentiranje Eurosonga, ne, s kolegicami. In sem rekel, tu bom pa jaz poslušal, čeprav Eurosong res ni moja domena, ne. Jaz se tudi moja ni, ne? Ja. Ko sem jaz zaglavil na tem Eurosongu. Ampak jaz sem izjemno užival, ne. Izjemno sem užival in sem rekel, pismo, lej, sej, jaz verjamem, da včasih pride čas za spremembe, ampak jaz upam, da se kdaj vrnu, tako da jaz sem kar vesel teh ekskluzivov. Jaz sem tudi vesel, mene je presenetil. Ja, mislim, toplovod sem jaz tako obljubil, da bo 20 sezon, ne? Tako da 19 sem jih oddelal, eno še dolgujem, pa bomo pa naprej videli. Bravo. Gremo mi na ta lepa poletna jutra, ne? Pejmo. Ajde. Ko smo vsi bolj jutranji tipčki, daj povej, zdaj imaš nov motor? Ja. A je že bil tisti moment, jaz sem skos nov motor. Ko pridelaš hormon sreče, ko si na enem odprtem makadamu zataknjen v tretji? A ja, če je bil? Ja, včeraj je bil. V sončni vzhod? Daj malo piš, kako ti zakadiš cesto. Kako jo zakadim? Ko sem videl, kakšne lepe pofarba na feltne. Ja, streto, ne. Treta pa... Pa ga malo dvigneš tudi? Tudi. To rad počnem. To mogoče še preveč rad počnem. Elektronko izklopaš? Elektronko izklopaš? Ne, to sem jaz že zjutraj, ko sem šel na radio. Jaz sem tako, če sem šel z motorjem na radio, recimo sem jaz šel, to je bila 5, pol 6 zjutraj ura, pa tudi z GS-om, recimo. Sem tam pri delovskem domu, veš, ko imaš malo klanček gor, v semafor, ki speluješ, se pravi, priješ pod Tivoli, pod unim podvozom železniškim in gor. Pa sem tam počakal na zeleno in je glih tako klančina, veš, v klancu se da fulaži to lepo. Prva, druga, malo kuplunge, fran. Sem kot tako, dokler bom to delo, No, zdaj pa ljudje... Dokler bom to delo, a veš tako, igraš se, ne, vse veš tega otroka, vse ne smeš, vse je bilo varno, ni bilo nobene, pa to je... No, zdaj pa ljudje priznajte, da tacga Miha Šalaharja pa ne poznate. In če bi zdaj videli, zdaj sva se srečala dol pri njegovemu novemu motorju, Husqvarni Husky Nordman. A veš, kako je bilo lepo Saša Feltna umazana, tako, reli umazana. Ja, sem rekel, tako kot mora biti Defender umazan, tako je najbrž tudi njegov motor. In sem mu rekel, lej, tako lepo drajsaš, kle se namažeš, da ti ne bo sonce v tilu pogleda in greš v novo jutro. Ne? Ali kako že? Čeprav danes imam cestno epizodo. A pa šel po cesti. Čeprav na drug koncu Slovenije se da tudi po makadamu prijeti. Tudi, ja, sem to, kar traja. Ne? Po makadamu imaš tako deljeno s 3 potovalno hitrost, odvisen kako je zaštrikan. Pa daj povej malo, ljudem še povej ta motoristični slog tam. Kaj je najraj voziš, kje se najraj voziš, zakaj motor sploh? Motor je pri nas v familiji tako kar en tak zlati standard. Fotor je imel že polno garažo motorjev. Mislim, fotor je bil totalen petrolhead, tako res. Motorjev je bilo, ja ne vem, ki je šel v večna dirkališča, je njih 6 pustil za sabo. Tako da ta prostor je bil že pripravljen. Mi da z bratom sva pol samo še to malo dopolnila,
preprodala, skozi se nekaj dogaja. Ne. Če pri nas domače, ali sem jaz glih v nakupu novega motorja, ali je brat v nakupu novega motorja, to je skozi, ali je bil foter, ali je bil tako, da ta motociklistična zgodovina ima dolgo brado. Sam je pa zanimivo, ne, da se tako, foter je bil ful nasprotnik tega, da bi se midva z bratom z motorjem vozila. A res? Iz strahu, najbrž. Iz strahu, ja. Foter je bil kar ninja, ne. Foter se nazadnje koliko je bil star 50, se je model toliko zložil, da je imel, ne vem, 27 zlomov ali nekaj tazga, ne. Shit. Se pa je bil starejši od mene zdaj, ne. Ja, se pravi, ta klasični fotrovski strah, ne, to je, ki ga imaš najbrž tudi ti. Mislim. Jaz ga nimam, ne. Jaz sem se pa odločil, ker meni je bilo pa to kar idiotsko, ne. Zakaj ti meni, mislim, zakaj bi mi to zdaj umeval, ne. To je treba predstaviti na ta prav način. A veš, da se tudi organizirati neke motokontekste, kjer se ti lahko zdivjaš, ne, se če imaš ti en cross ali pa enduro motor ali pa en cestni motor za napisto ali pa neki, se to da, po moje, mislim, jaz bi tako usmeril, jaz sem imel tudi, mislim, moj sin starejši je, sicer ni motorist, je pa downhill derku, tudi reprezentant med drugim, se pravi, je Orenk vseka, ne ve, kako ga na limitu nagniti v ovink, ne, pa zdržati, ne. Ve, kako je kruta mama gravitacija. Tako, ja, ampak pač to se počne v nekih nadzorovanih okoljih in je to, ne, in to kot foter moraš podpirati, ne. Fotor je pa skozi težil, da ne. Ja, in pol dobiš še večjo željo početi na unoš. Ja, zato sem se spol začel s temi downhill bicikli voziti, ki je fotor mislil, da je to pa varen, veš, dokler ni ta drugič pač v bolnico na obisk meni prišel, pa kva vi to, daj ti to malo pokaž, ne, kako to zgleda. A si bil polomljen? Ja, sem bil. Kaj je bilo? Ja, najbolj sem se polomil, ko sem... A ki poznata, ne vem, to je bilo še včasih, je bil še Gorazd Živ, ta kranjskogorski bike park. In na koncu imel nek tak, tisto objekt so pol podarili, ki nisem bil jaz edini, ki je tam v Jesenicah zaključil. A to je bila ona neka jumpa? Ja, nek lesen tak drop je bil, sprej si imel pa en tak kicker in si mogel najprej kicker skočiti, pa je bil pa gap, pa si mogel neki lojtri pristati. Tam pa duno dvosedo. Ja, in pa si z lojtre dol na landing skočil, na nek kup zemlje ogromen, da si pač lahko. In jaz sem falil že uno lojtro gor. In sem namest na landing padel, sem levo dol padel, ki je bila itak lukna, tako je bilo enih 5 metrov višine plus brzina, ki jo imaš, pa valjda sem z desno nogo na edin kamen, ki je bil v tistem travniku, bila taka skalca in mi je v bistvu kar utrgal ta spodnji del noge. Ne. What? Da sem v pol te kosti od gležna so bile tako v štumfu, pa malo zraven. Daj nehi. Garda. In so me pol sem kar dolgo ukreval, no, ampak so me poflikali, tako da lahko hodim. Pa. A še danes čutiš? Ja, mislim, itak šepam, pa malo krajšo nogo, ampak gibljivosti. Ampak glede na to, da je sprva kazal, da tudi mogoče sploh ne bo obstala noga takrat, je super. Ne. Prav zahaklo si kamen. Tako da hvala Petri, kirurginji, ki me je sestavila. Tle pa ni neke fino mehanike pri tem poklicu, a? Kjerem? Ja, tako, kad te more sestaviti, kad priješ tako nogo, ne? Ja, ne, ampak ona je bila navdušena, ne. Je rekla, wow, a veš, traumatolog pa tako redko vidi tako poškodbo, tebi se ni čisto zlomil, samo se je vam padal, ker to je, menda, veš, je ful boljš, če se zdrobi, pol sile nekak. Pol je fino. Prvijačne, mene pa še potrgalo vse vezi, kite, vse živo. Če tepe je dobesedno gležen odprlo in je... Ja, in sem jo podplat tako nazaj obrnil, tako sem jaz videl podplat, zakaj jaz vidim svojo peto zdaj pa podplat, veš. Jeez, Mihi. Stari, kjera brutalke že v pol 8 zjutraj. Ti si bil tako diferencialo Defenderja po približno tako, 500 kilometrih afriškega brezpotja. Ja, ampak so ga zrihtali, no. Vendar pa rekli, ta traumatolog ima tako poškodbo, imaš pa res enkrat ali pa dvakrat v karieri. Lahko jaz to snemam za študente. Smo se zmenili. In je... To me spominja, ko bomo pripeli k temu podcastu. To me spominja na dan, ko sem jaz skoraj pustil v zamrznjenem slapu Lucifer. A res? Ja. Kaj si pa delal? Jaz pa plezal sem, pa mi je iz 40 metrov kugla ledena preletela direkt pod čelado na učko.
Jezus. Alo, videl nehate. Dobro, Dobro, zdaj, to so te fantovske zgodbe. Dajmo kaj za... Veš kaj, nismo še... Za punce povedati. Punce so... Koliko punc poslušavaš podcast? Verjetno ful, ne? Jaz mislim, da jih je. Ful ne, ampak dosti pa, veš. Punce so dobre petrolheadke. Vedno boljše. Pa tudi hitre motoristke, ne? Ja, pa veš kaj je, jaz sem zdaj že srečal kar nekaj punc, ko profesionalno derkajo, ne? Se mi zdi, da imajo, da pri njihovi hitri vožnji tako, ko gledamo športne plezalce, veš. Dejci doskrat alpinisti, ki na moč naredijo, ne zatakne, dvigne, hidravlični cilinder se klej pokaže, veš. Ja. Dama pa ne, da ni močno, ampak tako na smut naredi. Ja, to se mi zdi, da tudi v avto delajo, ne. Ja, jaz sem 3-4 sezone sem vozil takratni Seicento pokal, ne. Gorsko hitrostne pa krožne dirke. Nas je redno nažigala, pa tudi prvakinja je bila Asja Zupanc, punca. Tako da... Kje se ta razlika sploh naredi? Po moje ta feeling... A sta to kdaj, mislim, to verje resno zate, ker sta dirkača, pa mislim tako... Ne, jaz dirkač nisem bil nikoli, on je bil, ja. Mislim, se ne vem. Meni je jasno, kje je zdaj to, zakaj jaz ne moram toliko pozem bremzati, ne? Zakaj ga ti lahko pri isti hitrosti toliko bolj nagneš? A veš, kaj hočem reči? Kje je ta občutek, ali je? Se ne vem, če je to zdaj, veš, nek vzorc, ampak pač ona enostavno bila boljša od nas, pa ti jaz ne znam povedati, zakaj pa kako, ne. A veš, zdaj to, da je punca ali da ni punca, pa to je po moje vse. Nisem na to meru, zakaj je recimo nekdo, ne vem, kaj je bila boljša? Nasploh boljše, če izvzamemo spole. Ja, ne vem, veš, to je en tak skupek vsega, ne, veš, ti moraš preračunati, predvsem je neka konstanta hitrosti bolj pomembna, koliko si ti nor, pa odločen iti v neko vinka, ne. A veš, konstantno biti vedno hiter, pa vedno si izbrati pravo linijo, pa vedno najti tisto točko zaviranja, se mi zdi, da je bolj pomemben, kakor pa odpeljati en krog na budalo, ne. Veš, več uspeha boš imel. Mislim, pa predvsem... tudi inženirji bojo vedno bolj hvaležni, mislim, za take dirkače, ki konstantno hitro vozijo, pa ki znajo v bistvu ti tudi dati nek feedback, kaj je narobe z avtom, pa kaj je prav z avtom. Drugač pa čist direkt sem jaz vprašal isto vprašanje svojega inštruktorja v Porschevi akademiji. In on meni, veš, ko smo to, ko Sašo govori, konstantno hitrost, čim bolj približati v vinke, linijo, ono. In on meni ta tretji krog, Yuri, now you driving, ne, in pa mi dva sediva ob telemetriji, ne, in tako njegova črta si predstavlja pa moje, ne, on meni razlaga, kle je pospeševanje, super sekvenca, točka zaviranja, kle si vlekel vink, progresivno zaviranje. In tako jaz gledam in me trpla, veš. In tako jaz skozi gledam še to njegovo črto, ne, tam, ko je šla moja že dol, ne, ko sem jaz že krepko pritisnil bremze, ne. On še pele, ne. Pa jaz, Aksel, pa dobro, skozi mi govoriš, da dobro pelem, kakšen gap je, kle, ti pa jaz, ne, kako? Ne, Juri, to je leta, se rekel, razumem vse, ampak mi dva zdaj tretji dan to pisto pilva, ne? Ampak kaj? Pa nekaj časa tako tiho, prav. Juri, tukaj je vozniško znanje, tukaj je stroj, tukaj je res dober stroj, tukaj so pa cojones. A je rekel, rekel. Ja, se je res. In tako je bilo. Jaz sem cojones dobiš ti z neko prakso. Znanjem, ne? Ja, pa prvič, ko se boš zapodil, ne boš, prvič, ko je šel vink, ja, ok, cojones, ja, ampak boš pa tudi ustrelil ven, ne? Ne, sigurno, se je on tudi daj ustrelil ven. Ja, drugače so pa punce so dobre, so voznice v reliju, to je pa fakt, ne, to je pa, to pa... So vozniki v reliju morajo biti pa posebna kategorija. O tem ja, fulkrat premišljujem, ker če kaj ne maram, se pa ne maram z drugimi ljudmi hiter voziti, ne. Ja. To mi je pa tako strah, da ne morem povedati. Ja. A sopotnika imaš kdaj na motorju ali pa sopotnico? Imam kdaj ženo, ampak ona ima tak tempomat ugrajen. Par 97. Potrka od zadaj. Potrka. Spoštuješ vedno ali kdaj to izkoristiš? Ne, izkoristiš? spoštujem, pa zelo lepo se ona na motorju, pa še lahka je, se krasen pele, pa še ona je ful dobra kolesarka, ga je tudi z downhill kolesom dobro tišala, tako da v vinku sploh nima problema, tako v nagibu ali pa v teh stvareh, ful jo pa hitrost zmotne. Tako ne bi se 130 ali pa 150, no 150 se ne smeš, kdo se pa voz 150. Na dirkališču. Na dirkališču samo, ja. Toni Mulec. Drugače, ko smo omenjali sovoznike, ne? Zdaj mogoče, kako si ti povedal eno tako ekskluzivno novičko, lahko tudi jaz povem, ne?
Ta vikend smo bili v Logatcu na tem eventu, New Limits event. No in skratka je bil zraven tam en dečko, ki ima svojo rally ekipo, je prišel do naju s Cirilom in je rekel, jaz sem slišal, da si vidva želite en rally odpeljati, ne. Mislim, da so tako valjda prekimala, ne, kao, a veš, itak, ne. Hudo. Rekel, prita, ne, sam povejte, kjer rally. Vama dam avto, vama plačam vse. Jaz bom pa menedžer ekipe. Bravo, dokler mi je vse jasno, sem še to nekdo bo vozil, ti ali Ciril. Jaz bom vozil, mogoče mu prepustim en brzinc, a veš, kaj to v reliju lahko narediš, ne? Ja. A lahko narediš to? Ja. Slič, če teb slabo. Ja, sovoznik lahko voz, tako, legit. Aha, to pa nisem vedel. Ja, se lahko zamenjate, če pride do mislim, zelo redko, ampak se pa zgodi kdaj. Tako da je unmu kaj slabo, pa da morata sam še do cilja prepeljati ali pa do časovne kontrole. V bistvu je tudi tako, da lahko sovoznik vmes voz med, k nisi na brzincu, ne? In kateri avto boste dobila? Ne vem, ampak jaz mislim, da kakšnega tega Rally 4, se pravi, to je ena klasa, ki je v bistvu zelo popularna v Sloveniji, ki je taka zakaljenje talentov, preden greš na tega najhujšega, ki zaloviti zmago generalcu, tako da top avto, mislim, to so avti, ki so vrhunsko pripravljeni, tako na sekvenca. Miha, ti se kdaj pelil v dirkalnem avtu? Ne, najhitrejši. Jaz imam zelo malo takih avtomobilskih izkušenj, razen to, da je tam malo začel zadnje čase neke, boh se usmil, BMW, dam voziti, pa neke diferencijale. Švasat. Zanj je prepel neko stvar, jaz sem to knjigo prepil, kdo je bil vse lastnik, to je... Pol fuži, ne? Hvala, ker meni ni bilo treba tega reči. Tako, hudo zabaven je. Prevlekel dam in jaz tam malo, ko imaš to, upravljajte to fotor, odpri havbo. Zdaj jaz se ne spoznal, odem kakšno neumnost rekel, tam malo to vlada, odprejo havbo. Da to je komi mašina pasala noter, pa to je bila neka trojka, una obična, ne? Nekako se reče. E30. Tako. Ampak noter je imela pa... Je imela 6 taka. Tako. 6 ognjev v vrsti. In sem rekel, pa kako pa, mislim, kaj pa tehničnega pa to model. Ja, se ima tehnik, ne res. Jaz ne vem, kako so to v nekerem, ampak se da zmeniti. Zdaj ne smeš biti... Je pa ideja, da bi se neki za drift naredili iz tega. To boš pa užival. Ampak se imam vozil pol in seveda je te originalne diferencijale pred... poradira zobnike. Tako jih je poradiral, tako da zdaj imamo to nepremičnino tam. Vse boš uredil, ko bo tebe tu prijelo, boš videl, tu boš le hecno. Ne, to upam, da me ne bo, ne. Sem glih, ja. Sam ne smeš biti pa zdaj ti tvoj fotor, ne? Ne bom, jaz podpiram to, jaz sem to ful podpiram. Pa tudi ti si vozil BMW-ja, ne? Ti si imel BMW-ja na 2 kolesih, ne? To drži, ja. Vidiš, bod razumevajoč. To drži. Bočni geji so dobri geji. Bočni geji so dobri geji. Ste tako geji, ampak... Ampak je res, veš. Bočni geji so dobri geji. Enkrat se moram pelati. No, ampak najhitrejša stvar, ki sem jo vozil, jaz imam enega ful dobrega prijatelja in partnerja, ki ima eno firmo za gorsko kolesarjenje skup. In on je velik ljubitelj in tudi lastnik enega Porscheja, ne, in dobra stranka pri njih in me je povabil sabo na ta Porsche Road Tour. Okay. In takrat sem jaz, ker res nisem tako meni je, recimo bil Multipla najboljši avto, ki sem ga imel. Tako govorim po temu, kako je bil močan, pa kako se je ležal na cesti. To veš, kako sem imel pol slabo serijo. Slab niz avtomobilov. Ne, ampak zdaj si najdu avto, ki je meni dejansko všeč, pa verjamem, da Jure to tudi. Mislim, tako. Ja, menila ful. Meni je koncept Multiple še zmer tako vrhunski. Multipla prvič. Prva Multipla. Prvo sem imel in to uno sta hudo opremo in tisto avto je šel, ne vem, 300,000, pa sem ga sem v tiskarju prodal, ravno, ker sem zamenil sklopko, pa še par stvari, pa sem mislil, da bojo pošle serijsko in model se še zdaj, kdaj vem, pride, je dobro avto, sem mi prodal. Ja. Tako da iščem, če bi dubo recimo kako
okoli 100 jurjev, ki bi jo vzel, pa bi si jo prav zrihtel tako za srce. Multipla je bila zakon, pa tako tudi si predstavljajo, veš, slovenska posebnost, topler, ne, kozovc. Ja. Topler kozovc je vse stvari mogel rešiti. Ne. Mrvo si lahko skril not, če je nevihta grozila, stroje si imel, zasilno štalo si naredil. Ljubil si se lahko na toplerju. Ljubil si se lahko. Zdaj si pa ti predstavljaj ta topler slovenski, da tu Torino v en oblikovalski studio, da ga spedenajo, pa mu dajo kolesa gor. Multipla je bila zakon. Multipla je avtomobilski topler. Ja. Wow. Ampak to v najboljšem pomenu besede. No, pa kje smo ostali? No, skratka, in sem šel z njim na ta Porsche Road Tour in sem tiste Porsche vozil. Tam smo se izmenjevali na vsakih 20 km. In sem pol na koncu rekel, da je Benti Mihan na tole se lahko navadil človek. Seveda, tako da ta petrolhead v meni se je tudi tam zbudil. Sem bil pa najbolj navdušen nad temle Boxsterjem, ta hudim. Če lahko povem. Ker ta hud 911 je bil čist brez veze. A turbo je bil? Ja. Mislim, to je bilo meni tako ne... A veš, moji možgani niso navajeni, da je tazga mogoče. Če smem kle govoriti, a se lahko... Vse se lahko. No, tam so bili taki, pred nami sta bila dva neka, po moje neka... Porsche-evi inštruktori. Tega kržgejo. In mi smo šli... In še enkrat, moj najhitrejši avto je bil Multipla. In mi smo že štartali tam neki te dolgi ovinki, kar meni na kraj pameti ne pada, da bi se 120 v tisto ovinkne. In tam moj friend Luka pravi, ne, pelj ti mirno, vse to bo šlo. Jaz sem mislil, da bo misterij, jaz sem mislil, da bo konc sveta, jaz sem mislil, da grem... Što se meni zdel? Seveda po 4-5 mi je bilo meni popolnoma jasno, da to zmore še... Fuck, kaj se vi zdaj bavate? Veš, kaj se s Turbo S izstreliš iz mesta, ne? Ne, to nismo probali. Ampak smo šli pa na konc po avtocesti in... Ja, to smem povedati. Povej, ker vem. No, in pred nami je bil s tem nekim Cayennom hibridnim. Ne, in pa je šel tako nekih, resmo, da smo šli nekih 170, taka izhodišna in pol ga je tip zahodu na enem delu, ravenmu. Pa Luka meni, pa daj zahod. Do konca, ne, ampak daj do Dile. In sem jaz to do Dile To še pri tej hitrosti je vso elektronko možno izklopili, da ni, a veš, vklopili, da... V katerem avto si bil tisti trenutek? V tem turbaku? Ta zadnji, 911, kjer oznaka je že? Turbo S. Tako je. Ja, brutalka. Pošastno. A si se počutil, kot da sediš na konici sem se. Puščice, ki je Robin Hood izstrelil? Sem se usral. Ampak glas je pa res na on-off, ne? To je... Ja, nisem referenčen, da bi to komentiral. To je bilo, tako kot je on rekel, to je bilo raketa, ne? Ampak Boxster, tu pa mislim, da imel nekih okoli 300 konj. A je bil Boxster ali je bil Cayenne? Ne, Boxster. Cayman. Ne, Boxster. Tako imaš mašino za hrbtom, to je bilo še. Ko mi sem ven zlezel, že sem visok. Bolj prisno, ne? To je srabem. Ta koncept nuje. Ne? Ja, ta je prav taka, veš, kad ti zleze pod kožo, pa te začne božati v zadej, ne? Raj sploh nam šel naprej. Ne, ampak meni je pust motor pa vse to. Meni je všeč ta feeling, ko se ti usedeš v zice, kot da bi se na USB nekje tlele uriti preklopil na avto. Na avto, ja. In se ti tlele čez hrbtenjačo ti gre vse tisto, kar iz avta prihaja v male možgane in ti si povezan z avtom. Vse, kar se dogaja pod kolesi, je enostavno del tebe. Ja, se to je z vsakim vozilom, ki ga rad na tak način voziš. Jaz to bolj na motorju ali pa celo na kolesu doživljam isto. Se mi zdi, da je vse, kako se reče, dialed in, ki imaš. To je ful od dneva odvisen. Jaz grem z istimi nastavitvami, je kakšen dan, tako pa to je vse narobe, pa preveč rebounda imam v mobilcah, pa kvak je ful, več rabim low speed compression, ful se mi poseda pri zaviranju. To je vse v kurcu, grem jaz zdaj na internet, a veš, gledam, kaj je to, da grem grga, da preveraj, pa jaz v redu ta prvi konc. Naslednji dan z istimi nastavitvami, fuck, lega, kvartara Rome, da to gre. Bravo. Se bomo pogovarjali. Prej pa vprašal, v čem se bomo mi pogovarjali, veš? Dej, čaki, nekaj imam v glavi še, ko si je omenil ta Porsche Road Tour. A je bil še električen avto? Je bil. Te povej mi, kako si to vedno. Je, ne? Ne, sorry, sem pa ful tradicionalist, ne moram pomagati. Ja, petrolheadsi, ne? Imel sem tudi sposojenega neki cajta KTM-a, tega, kaj ima že freeride, ima on električno različico, ker jaz sem imel včasih tudi te za hard enduro, se pravi 300 take, te proper
za trening. Cvajarje, ne, tiste res gre. In vem, da sem enkrat sposojenega tega električnega, mislim, čudovita ideja, tako navor tam, ki ga rabo, ampak je bila tako full golfija. Pa sem še s temi mojimi frendi, ki smo se vedno s temi 300 taki preganjali in tam, ki so oni žagali gor, pa iskali tisti, a veš, sem jaz lepo se prešvercal, ampak nekaj mi je manjkalo. Ne. Mene recimo že to želivo, da ni bilo sklopke. To mi je bilo čisto tako, kako da še motor brez kuplunge. Sklopka je pogovor med voznikom pa strojem. Tako, pa še ful je tehnike na sklopko, prav v tem segmentu. Mislim, recimo, ja, sploh ta hard and durable tehničen ali pa trial, recimo je vse s kuplungo delaš v bistvu bolj z gasom, oziroma kombinacijo. Ne, in mi je bilo tako, to čist brez veze. Pri tem električnemu avto pa ne vem, lahko pa tudi, a veš, itak si pa dovzeten za sugestije. Meni že zlukano, ko sem se usedla v tizga, mislim, da je bil Kajman. Bil je Taycan. Taycan, ampak pa še to mi je hecen, ker si vozil najbolj vozniško naravnan električen avto. Ja. Veš, tako, ne? Je on rekel, a veš, verjetno me je za džinksu že s tem, ker je rekel, da to so jajca, težka, pa, in se mi je res tako zdel, pol sem rekel, a veš, pa moraš biti malo poznavalci, še valjda, to se mi je malo težko. Lahko pa, da sploh ni bilo, veš. Ne, avto se drugače dobro pelje. Mislim, a veš, vso to težo, ki jo sicer nos sabo, jo nos zelo pretleha, ne? Ja, najbrž. In je, ni zdaj toliko slab avto, ampak veš, če ti enostavno, veš, nima tega žmohta, ki ti ga da pač. Pa se je to na motor z notranjim izgorevanjem. Ja. Spravim, da je to primitivna tehnologija, ampak ja. Pa vem, ne. Samo veš, težko mi je, a veš, da mi smo danes zdaj že ful izrekli, a veš, mi smo se dotaknili njih politično nekorektnih tem. Prej smo Martinčiča obdelovali, pa smo o teh stranskih gejih govorili. Bočnih, gejih smo govorili. Pol smo zdaj začeli govoriti, da smo začeli sploh premišljati, ali lahko v eter izrečemo, da so nam všeč motori z notranjim izgorevanjem. V bistvu sem folč generaciji eni prej, ker se jim s tem ni bilo treba ukvarjati, čeprav je bila brez glava in je svet zapeljala na rob ekološkega prepada in tako naprej. Ampak a veš, mislim, ne me jebat, to je tudi ena hinavščina ogromna. Ne. Zdaj, ko sem se sem vozil, sem preklel vse evroradnike, jaz sem 100%, da je Pavijan mađarski, ki je po žlebu plezel, ne, se ga spomnite, da on je 100% nekega gabarite v zvezi z mojim jebenim katalizatorjem na tej Husqvarni določil, ne, ker to je, ti imaš pečko med nogami. Mene pekel, pa sem se pelil iz Šiške do BTC-ja. Ja. Zakva? Da ne govorimo o totalnem grehu, ki se dela, ne. Da te motorje zaradi izpustov tako pregrešno na ivico naštimajo, da so čist suhi v spodnjem režimu delovanja, oziroma v tistem, ki ga je ta isti birokrat žleba določil, kot merodajanga za te izpuste. Ne. Na žleb bi ga nataknil. Mislim, a veš, pa to je greh, razumeš, nek inženir razvija nek čudovit paralel twin ali pa nek ve, razumeš, on točen ve, kako bi mu dal dihati, ne. Točen ve, kje mora ta stvar dihati, kako mora dihati, kje je optimalno, kje, a veš, se elementi mažejo zaradi, in a veš, to je pa pride on žleba spleza, pa reče, ne bomo. Jaz v live več ne bom. Ne, ampak meni je to tako všeč. Vsakič, ko bo zdaj beseda nanesla na direktivo Euro 35, ne, EU 35. Te moraš na unga žleba. Jaz bom tega modela na žlebu videl vsakič. Ampak veš kaj, mislim, tako lepo si izpostavil to, ne. A veš, kako dejansko. Strinjam se, da moramo biti, še enkrat, ne. Jaz ekologijo absolutno podpiram. Ne na ta način. Ne na tak način. Ampak veš, doskrat smo že povedali, tudi električna mobilnost bi se zgodila, če ljudem ne bi predstavili to kot neko prisilo, ne? A veš, prvič je to, drugič je pa to, kar si povedal, veš, lej, mi imamo več kot 130 let tradicije motorogradnje na stari celini, ne? Ker so tam nekje še globoko, pokojnih tolkl, ne, smo mi že lepo predstavljali, pa se vozili, ne? Ampak zdaj se mi zdi, gre to čisto v eno napačno smer, predvsem je pa, veš, tako, ko si omenil, ne, lej, pač ne moreš reči, tole bo tako,
kar sem se jaz odločil, pa tudi, če bo vsem motoristom čez škorne noge se žgalo, bo tam nek katalizator, ki v bistvu ne bo rešil nič, ne. Razen tega, da bo tebi jutro zagrenil, ne. Ja. A veš. Je tu malo poroke s hudičem, ne. Jaz ne vem, jaz nisem zdaj strokovnjak za načenjamo že vprašanje mobilnosti po avtomobilski industriji. Jaz se strinjam, da so ti koncepti dejansko malo za razmisliti. Zdaj je fora, da se milijoni ljudi vsak jutr pomečejo v neka individualne stroje za vožnjo in se pelejo 20 km stran, zato da bojo delali tisto, kar bi lahko tudi doma mogoče. To so ziher stvari, ki jih moramo razmisliti. Ne. Ampak se mi zdi, da motor z notranjim izgorevanjem kot eno tako sredstvo meditacije ali pa stika z višjim bi pa moral obstati in upam, da bo. Ne. Mislim, se je obstal bo tudi ta tvoj partner, on se bo še dolgo lahko na bencin vozil, ne, se veš, prihajajo ta sintetična goriva pa to, ne. Ja. In Porsche si je že rezerviral tovarno oziroma je že naredil tovarno, ki bodo iz vode ogljikovega dioksida z velike energije naredili sintetični bencin. Ja, v Patagoniji. A ta sintetika bo imela pol čiste izpuste, o tem govorimo? Ja, ker to pomeni, da bo laufala brez katalizatorja, pa lambda sonde. Kako so se mučke zasvetili? Ne si to razmišljam. Je to možno, da bojo spet zadihali? Ja, lej, a veš, Porsche hoče obdržati ta svoj heritage, ne, 911-ko. In to je eden od načinov, da nekako preživi, ne, prihodnost. Ja. Veš, in oni so odprli nekje v Patagoniji pač svojo prvo tovarno, povezali so se s kom že, z Boschom, z več njimi. Ja, in so zalaufali eno tovarno sintetičnih goriv. To je sicer še čista, veš, poskusna faza. Ne. Pa verjetno še zguba, ne. Ja, pa pridelajo, mislim, da za 0,1% potrebe samo ameriškega trga, pač količine teh goriv. Ampak je začetek, ne. Je tudi neka, rečemo temu, srednja pot. Veš, ampak manj znano dejstvo pri teh sintetičnih gorivih. No, da ti odgovorim na ono, kar si prej vprašal. Ja, fora je tem, da bo ravnotežena formula. Ne. Tu, kako boš ti CO2 čez auspuh, da ven ga boš na drugi strani not potegnil v pridelavo goriva, ne. Aha. To pomeni, da kar daš ven, porabiš na drugi strani zato, da pač sintetični bencin narediš. Ne? Jaz upam, da bo tako. Ne. Mal pa tudi računam zdaj na umetno inteligenco. Ne. Jaz sem, ne želel si nanorno preveč umetne inteligenco. Ne, se ne, ampak veš tako bolj filozofsko, oziroma tako čist, zdaj umetna inteligenca so ugotovili, da je začela se zavedati, da bo začela čutiti in čustvovati in bo prelej bo moralna ali pa etična, ne. In bo začela sočustvovati tudi stroje. Misliš, da bo umetna inteligenca, ki bo prevzela svet, dovolila, da mi dušimo motorje z notranjim izgorevanjem? Ja, ecological suffocation. Na katero stran bo potegnila, veš? Ja. A bo... V tem primeru upam, da na pravo. Ne, ne na unga, na žlebu. Ne. Ja. Lahko da boš imel dve umetne inteligence, ne? In pa bomo imeli, kako je že bilo ustajenje strojev. Ne? Ja, zdaj smo že pri Terminatorju. Ne? Mi povej to, ker smo se malo dotaknili te teme. Tako, ti si na nek način mojster zaznave nekih stereotipov pa te slovenske folklore. A misliš, da bi mi, ko bo prišel ta 2035, kako bomo Slovenci v bistvu prešaltali na te električne avte? Mislim. Po mojem mislu z eno tako precej veliko lahkoto. Ja? A se tebi zdi, da so ljudje tako sentimentalno vezani na motorje z notranjim izgorevanjem? Meni se zdi, da Slovencu je pomembno, da tisti predmet poželjenja na 4 gumenih kotačih pač da obstaja okrog njega konsens, da je to nekaj vrednega. Ne? Veš, da tudi sosed ve, čak sem tu je nekaj vrednega. Ja, vse je nekaj vrednega. No, ne, nisem hotel biti zdaj, veš. Razumeš kaj? Po moje, ko se bo, veš, da bi se kdo uprl, a tako misliš, da bi... Se pravi, jaz, če te razumem, je v bistvu vse, kaj je pod havbo, samo da je dražji, pa da lep zgleda, kakor je od soseda. Mislim, jaz se s tem osebno ne strinjam, verjamem pa, da nas je industrija, ne, s pomočjo tega na žlebu sposobna v 2 tednih, zdaj sploh s pomočjo vseh komunikacijskih tehnologij, ki so, pa ki še prihajajo, prepričati, da to res ni nič hudega. Ne. To jaz ne vidim problema, da bo kdo še pogrešal ta gromki zvok. Samo predstav se, daj se v vlogo tebe, ne. Pa to lepo poletno jutro, ja. En širok makadam med 2 poljema ovsa. Ne.
Si predstavljaš delo na trailu brez Husqvarne, oranžne, kapila ugrizne? Kaj bomo imeli, ruzak na rami pa... V bistvu si ne, zdaj z bratom so že šla v ta korak v elektrifikacijo. Veš, mi da imamo klele tole Jurca, jih poznate, Jurca so pri nas. Oni prodajajo motorke pa servisirajo kosilence Husqvarna in so naflikali, da smo stari frendi. Oni so tudi motoristi in go-karde derkali in se živijo. Te pravi fanti, no. Ampak zanj so pa naflikali, da si kupvata električno, ja. In? Valjda z neko zgodbo, da je to, a veš, ti boš zdaj imel eno polnilno postajo, pa akumulatorje, pa boš imel pa laksrco, pa boš imel mašino za živo mejo, pa žago. A vidiš, da se prepričati, ne? Ja. Tudi petrolheade. Ja. Ti si že na nek način... Super je, ker ne kašlaš več mešance, potem, ker živo mejo strižeš. Sem jaz bolj... Jaz z električno kosilnico kosil. Mislim, sem kosil, ne? Ja. Veš, nisem pa pel zraven, ne? To pa ne. Ne, kosilnica je še vedno... Ja, to pa mora biti. Brundalica. Jaz pa Harry. Ja, pa kaj bo zdaj s tem letom 35, da se to zajebavajo, ali je to res? To je tako pojutršno. V avtomobilski industriji ni zajebancija. Veš, zakaj ne? Zaradi tega, ker so te premiki tako tektonski, pa tako počasni, da se ne morejo oni zdaj spomniti, da tega pa pač ne bo takrat, zdaj, ne? Ja. Po ta novem. Ker to, a veš, Robert Lešnik je bil tle in mi smo ga vprašali, kakšen se ti zdi ta nov EQS, ne? Kaj je on, kaj je šele v bistvu prišel na naše ceste, ne? On je mogel dobro premisliti, kjer je to avto, ker on ga je risal pa dizajniral 5-6 let nazaj, ne? A veš, se pravi, industrija je že pred 2035. Se pravi, oni so tam. Oni so že tam. Oni so krepko tam. Sam problem je to, kar se dogaja tudi zdaj, ne, kar smo že dostakrat povedali. Veš, inženirji svoje delo naredijo, to ni sporno. Ne. In tudi, veš, tega električnega tajkana, ko si ti probal, če bi ga probal čisto surovo, da ti noben ne bi nič rekel, ne, da bi se sam z inštruktorjem usedel, pa ti ga bi pripeljal po idealni liniji, bi rekel, ja. Wow, ne. To se je nama z benzinskim bratom zgodilo, ko smo se v električnega BMW-ja usedla. Ne. Ja. Ampak še lepo, ker je on dobil feedback nazaj, ki si šel to pravga usest, ne. Je pa meni rekel, čakaj, stari. Mi dva smo mu vzali čist preveč ego nabila. Ja, prvi čovek čin smo mu dala, a veš, električne bo, ne. Ja. Ampak hočem ti reči to, pa tudi, lej, veš, v ta posel so zdaj zmetali že toliko denarja, toliko enih milijard, ne. Ja. Da ni povratka. Če ki hočeš reči, da bomo to morali sprejeti preslej. Ja. Ok, ampak kaj bo pa recimo nadomestil ta primaren? A veš, ne, če gledaš danes, recimo, kaj je, jaz bom bolj iz sveta motociklizma, ne, rekel, ne, kaj je ta prva stvar, ki ti motor dan prepeleš, ne, ampak to je v resnici največja neumnost. Čeprav ful cenem, ker to gre za naše podjetje in Slavko je moj sosed in dober prijatelj in a veš, in recimo moj brat, ki je zadnjič Triumfa novega prepelil, on je šel takoj na net in je pač si naročil Valda Akrapoviča, ne. Kaj bo to nadomestilo? O tem sem ti to je ta bižuterija. Ne samo, da imamo zvok, mi celo kupimo nekaj, da nam te decibele naredi bolj prijetne. Se pravi, damo veliko na to. Ne. Kaj za Jurija boš kupil potem, ko ne bo več... GPS zvočnik. Ja. Džingle boš dol nastavil iz starih časov. Kaj, misliš, da boš to res to uponašanje? Veš, kaj se je zgodilo? Se že dogaja. Veš, kaj se je zgodilo? Jaz vem, da nisi avtomobilist, pa čeprav tudi vem, da si avtomobilist, ampak ime Abarth verjetno poznaš, ne? Seveda. A ni celo v Ljubljani študiral ta gospod ali nekaj podobnega? Tudi imel zgodovino, ampak jaz sem prvič videl električnega Abartha. Tako proper zgleda. Cak, ne, sem rekel, čakaj, a je tu zdaj konc sanj legendarnega Karla Abartha? Ampak veš, kaj je bilo? Model, ki je v tem odmični gradi Brusu, zdaj razumeš. Kaj si mora ta gospod misliti? Pod njegovim avtom je zdaj zvočnik. Pod njegovim avtom je zdaj zvočnik, ki ti pritisneš namesto, da bi eksplodirala una sila ogljikovodikov, ja. Stečejo elektroni, on pa zapoje na playback.
Pa še zbiraš si lahko. V tem primeru upam, da življenje po življenju ne obstaja. Karlovo zelo. Ne, ker to res ne morem. Okay, zdaj smo sentimentalni. Ja, smo. Ampak tukaj smo že stari. In da se bomo morali temu svojemu egoističnemu prilagoditi. Veš, po drugi strani pa ta mantra, da je pa to če se še korak nazaj umaknemo, pa tole našo, bom rekel, družbeno-politično paradigmo še malo dlje pogledamo, ne, pa sej, mi spet odpravljamo neke posledice, ne pa vzroka. Moče, če bi kaj drugega popravili, ne, bi mogoče lahko tudi obdržali. Ja. Veš, kaj imam jaz težave s tem, ne? Ker to je neko tako, bom rekel, svetohlinstvo. Ne? Veš, ker po drugi strani imamo mi kup enih ekologov, ne? Ki zdravo jejo, uživajo v naravi in imajo na svoji terasi položene plohe oziroma dilce iz tropskega lesa. Ne? Ki jih je tam mogel en posekati, kaj narobe, naprimer s slovenskim hrastom. Ne? A veš, če gremo čist v te filozofske vode, pa sploh nočem za ampak veš, preveč nam je na komod, ne? Ni sam petrolhead kriv, da imamo danes neurja pa povišeno temperaturo v atmosferi, ne? Krivo je človeško ugodje nasploh, ne? A veš. In to je tisto, s prstom se kaže pa predvsem na petrolheade, a veš. Mislim, se tle mogoče res malo preveč filozofiramo, veš kaj pa kruta realnost. Mi kot mi bomo zadovoljeni. A veš, 2035 se bo zgodil se bo tudi nek tak mini Kuba scenarij, da bomo te avte vlekali še naslednjih, 20-30 let. Mi bomo krepnali, tako kot Karl, ne? In naslednja generacija bo zadovoljna s temi avti, ki spuščajo iz JBL-a zvoke. Ne? A veš, mogoče res malo overtinkamo vso zadevo. Ok, sem sigurno bo model žleba še kak predpisek skoval. Ja, bo, ne? Dol plezajoč. Bo, razen če se ne bo Veš, da recimo ne bomo smeli več, da recimo kakšni hudi kosi ne bojo smeli več državnih meja menjati ali kaj takega. Možno. Mislim, se veš, v politiki je vse možno. Ne? Jaz upam, da se bo zgodilo neko razodetje. Mislim, tudi če gledamo, jedrsko energijo smo, ne vem, še 10 let nazaj, 15 let nazaj gledali, kaj največji bav, ne? Danes nam pa stroka pravi, v bistvu, da je to najbolj zelena energija, ta hip, oziroma najbolj zelena konstantna energija. Ne? Se stroka je to skozi govorila. Ne? Ja, ampak veš, so pa Simpsonsi se zraven vrteli. Interesi so želeli, da smo obveščeni na drugačen način. Se vedno tako. No. A veš, in zdaj recimo, vsaj pri jedrski se dogaja en preobrat, ki v bistvu se stroko upošteva in enostavno upam, da se bo enako zgodilo tudi pri avtih, ker tle stroka je preslišana, dejstvo. Ok, ampak zdaj pa mene zanima, vidva, ker ste res stročkota, ne. Zdaj, električna vozila, ne. Če rečemo, da je elektromotor kot pogonsko sredstvo, je veliko bolj super je nastavljivo kot en motor z notranjim izgorevanjem, skratka v smislu, kje mu nastaviti, pa veš, nekih parametrov, ki bodo pol vodili v večjo uporabnost, lahko tako športno ali pa čist, bom rekel, za vsakdanjo rabo. Kje je zdaj ta ključen problem? Ok, pa da bi recimo še izumili dovolj lahke nosilce energije, a bi vaju to potem vaju zadovoljili, da bi rekla, ok, to je pa zdaj bolj, pa dobim navor tam, ki ga rabim, pa to, ki ga rabim, pa avto je zaradi tega lahko še lažji, pa nimam izpustov, ali... Mislim, mene bi, jaz ne vidim težav. Kakor si rekel, elektromotor je super kot tak, ne? Ja. 100-krat boljši je, kakor v bistvu motor na notranje zgorevanje. V vseh pogledih. Razen v teh nekih, sentičih, ne? Da ti da zvok, da ti da tresljaje, da ti da neke občutke. Veš, na koncu pa, če pogledaš, lahko je hitrejši, manj sestavnih delov ima, lažje. Mislim, se prihaja tudi vse gre mislim, na njegovo stran, ne? Ampak mislim, jaz bom zdaj najbolj iskren, kot sem lahko. In s tabo, in z vsem, ki nas poslušajo. Pač, jaz uživam tudi v elektromobilnosti. Nikoli pa ne uživam tako, kot uživam v enem drugem avtu. Jaz nam pozabil trenutka, ko sem v Istanbulu iz ta zadnjega ovinka pohodil na ciljno ravnino,
pa je Porsche 911 GT3, ki gledaš v iglo, veš, veš, da imaš plac, pa tako gor leze. Pa je bilo pump na 9 urju. Tisti koncert tam, ampak lej. Da se uživati. Da se uživati. Prej si omenil, da pride tisti dan, ki te ne zanima rebound, pa ne vem kaj še vse na vilicah, ne? A veš, koliko je tisti dan fajn preživeti v električnem avtu? Krasno. Koliko? Ej, pač enostavno napeci na neko elastiko, a veš, v tišini se vozaš, poslušaš svoj najljubši podcast, Val 202, izklopaš se in enostavno uživaš. Tudi na tak način se da. Ampak, a veš, problem je večji pri teh stvareh, ki jih električni avto potegne za sabo, ne? Da moraš ti spremeniti svoje navade. Ne? To je največji problem. Navade uporabljati avto, kako ga uporabljati, kdaj ga polniti, kje ga polniti. A veš, kar naenkrat avto ni več tisto, kar je klasičen avto, to, da se ti za 2 minuti ustaviš na petrolu, vzameš sendvič, natankaš in greš. Ja. A veš, postane vse drugače. Tvoje navade postanejo drugače. Predstavljaj si, ne, ti danes se usedeš na svoj motor, ne? Ja. Ali pa, ko si se usedel na svoj nov motor. Vse je špilalo. Ti si se počutil, ko bi se srečal z 20 let starim, s prijateljem, ki se 20 let nista videla. Ko se ti usedeš v nov električni avto, tako kot je Saša rekel, ogromno udobja ti prinese, ogromno enih pozitivnih stvari. Ampak ti pa prinese tudi stvari, o katerih prej nisi nikoli razmišljal. Ne? Jaz nikoli nisem slišal, pa tudi v zgodovini najverjetno, da bi kdo si mogel za tukaj kupil nov avto razmišljati tudi o svoji privatni črpalki. Ampak danes se to dogaja. Danes ljudje kupijo zraven električnega avta tudi del infrastrukture. Pravzaprav so prisiljeni v to, ker drugače ne uživajo polno vrednost te električne mobilnosti. Ja. Skratka, rabim še sončne celice na strehi. Ja, pa v bližnji prihodnosti še nek hranilnik energije in tako naprej. In ti boš imel kar naenkrat vso svojo infrastrukturo, ne? Ki jo boš seveda mogel plačati. Ne? Ja. Zgodilo se ti bo pa to, ne? Naprimer, industrija bo uporabniku 3-krat prodala baterije. Ti boš kupil novemu električnemu avtu baterije, mogoče jih bo še enkrat tudi zamenil, ali pa saj del baterije zamenil, nek celični modul, pa bodo pa oni tvoje stare baterije ti pa spet prodali naprej v hranilniku. In boš imel vse to, mogoče spet ti kupil. Tukaj sem jaz radikalen že zdaj, veš, zdaj sem en unih ljudi, ki tankajo za 20 evrov. Ne. Žena vedno, zakaj ni spolhnega na tanku, zakaj bi jaz skladišču njihovo nafto, pa vozil 80 kg dodatnih sabo, ali pa na motorju tudi, veš. Zakaj bi dal 19 litrov tank, če bom danes porabil 9 litrov? To je to, veš, ampak dajmo mi, da ne bomo preveč zagrezali. Mene ful še tvoja motoristična plat pa gorsko-kolesarska zanima. Daj najprej povej, kje si bil na zadnjem motorističnem izletu, kaj si delal, kje ste se vozili? Se ga spomniš? Ja, itak se ga spomnim. Pa zdaj sem bil kar na neki izleti. Zdaj imam eno obdobje makadama. Tako da prejšnji teden smo bili, jaz pa Milči pa Mac, smo šli do Kolpe. Bravo. Po makadamih. Če so zadnji, če skočil je, pa to se poznaš tam tiste konce. In je bilo super, ne? To je ena taka fina. Pri nas je en kup gozdnih cest, po katerih se sme voziti, ki so za potrebe lesa. Zdaj je sicer malo zoprn, ki je šavja velik, pa ne vidiš. Čez ovink. Čez ovink, tako, ampak to recimo en tak bil zadnji izlet. Čeprav ni bil, včeraj sem bil z Vaskotom na Barju, sva tudi malo te makadame, od tam imam toliko prahu. Danes grem kjer proti Kobaridu z motorjem, tako da se nabirajo kilometri. Na Sepinah si bil kdaj? Ne. Si želiš? Ja, ful si želim. To bi rad probil. Tega peska je milijon vrst, ne, pa vsaka je malo drugačna od druge in te Sepine so menda čist nekaj posebenega za voziti. Sepine so krasne. Tudi imajo eno svojo fiziko. Ne? Ja. Pa ta pravo gumo moraš imeti. Pa glih prav spuščeno gumo. Sicer tehniko na motorju ne poznam, kako voziti Sepine. Jaz tudi ne, za Sepine, mislim, to, kar sem na netu prebral, da moram probati, pa bom pa lahko kaj povedal. A veš, da se Evropejci na Sepinah največkrat prevrnejo? Ne vem. Ne? Vse skupaj, naprimer, lahko zgleda precej gričevnato, niti ni mu zdaj tako strmo, ja. Ampak pa ta pesek je izjemno nestabilen. Ne? Smo se mi po Namibiji vozili, nas je skozi opozarjal naš inštruktor, a veš, kako mu je bilo ime? Kako? Šakal. Šakal. Skozi se opozarjal, ne tam parkirati, pa ven stopiti pa slikati. Ne?
Ker tebi se lahko zgodi, da ti avto parkiraš, Gre ven pol stopaš nazaj. in začne spacekon drseti in si takoj na boku. Aha, da so tako nestabilne. Ja. Imaš določene stvari in to mora biti z motorjem fantastično. Pero Kavčič, če poslušaš, vidiš, Mihi še ni vozil Sipin, jaz tudi ne na motorju, na 2 kolesih. Da... A Pero še organizira te ture po Maroku? Ja. Evo, Ja. vidiš. In najbližje te prave Sipine v Evropi so v Maroku, Mercuga, ko se že Sahara začne. Aha, super, to bi bilo pa za id. Pa tudi zdaj imaš motor tak, jaz mislim, da bi bil za tam. Mali težek, ne? No, ampak a nima Pero to varianto, da greš enostavno s temi Ryanairi za 50 € v Maroko, pa tam pa tam rentaš. dobiš motor. Pa tam rentaš, malo je težek, ker vem, da sem gledal že neko tako ponudbo, pa vem, da so me za besedo pretam. Mislim, da je bila neka omejitev par kilah, 150 kg ali par kubikih, 500 kubikov A ja, za Sipine, za pesek. Ja, no vem. to ne vem. Mislim, se bi šlo, ne, sem tole pobirati je zoper ta motor, ne, sem že probal zdaj parkrat, pa Pa si poberal zato, ker si treniral v tehniko poberanja? ne, ja, mislim, pa se tako greš hiter, pa pol sploh če nekakšen, no, to se spet ne sem, ampak včasih je tudi nekakšen trail zaideš, bolj zato, ker si primoren, ne zato, da bi se hotel tako voziti. Pol tam kdaj moraš položiti motor, ne, če je kje kakšna oska stvar. No, pa daj povej ljudem, kaj zdaj voz Miha Šalehar na 2 Kaj? kolesih. A kjer je motor? Ja. Že povedal. Si že Ja, povedal? ampak moramo ga malo popisati. Ja, zdaj imam jaz imam itak skozi neki menam te motorje. Zdaj imam eno obdobje, ko sem rekel, da bom imel samo enega. Ker se je kar namnožil tega vraga tam v garaži. Sem lan štev in so bili kar 4 motorji, od tega sem se vozil samo s tistim super adventurjem cel leto, ostalo je pa stal, pa sem imel še enega Suzukija za Makedame, pa nisem šel nikoli, pa še 2 trial motorja, s katerima se tudi zadnja leta nisem prav nič vozil. Tako da pa sem rekel, kaj pa če bomo zdaj samo en motor. In pol sem tuhtu, kva bi to bilo in ne vem, kaj imam jaz s tem, mora biti pač iz hleva KTM-a. Mislim, vem, kaj imam, zato ker delajo stvari, ki so ready to race, čeprav imam Husqvarno 890, 800, kvaj, ne, 900, 901. pa fuck, ker šel. O, Mihi. A veš, kako KTM iz moje krvi ne gre? Se opravičujem vsem zdaj. Jaz ne vem, o čem govorite. Ja, tako da- Husqvarno 901 Expedition. Krasen motor, bomo sliko pripeljali, da pod atmosferskimi Okay. Ja. podlogami. In po teh prvih kilometrih je tak, da bi bil lahko edini tvoj motor še naprej? Ja, glih to ugotavljam, da ta motor res zna vse. Tako vedel sem, da ima full ta off-road pedigree, ki vem, odkot prihaja, pa s katerega modela. Tako da to me ni čisto skrbel, me je pa malo skrbel, kako se bo s temi dolgimi nogami na cesti obnašal in smo šli na prvo furo, klele malo po Jadranki, pa Bosno, pa tako in me je presenetilo, kako se s temi 21 colami od spredi se pele kot supermoto. Mislim, res je fin motor za cesto in tudi, bom rekel, neke makedame, pa še kaj več zmore brez. No. Edino to moram zdaj pogoltniti, ker sem se odločil, da ta bo tudi tak, ker ga bom pač imel za oboje, da bom malo praskan, ne, pa da kdaj ga pobuškam, to mi gre ful težko. Ne. Mislim, če bi videla moj avto, bi vedela, o čem govorim, to je kompletno pobuškan in res mi je vseeno. Pri motorju je, da bi mene ne poškodoval. Pa ne vem, zakaj ne. Ej, ampak se to je Gaber rekel, da mora biti malo, veš. Gaber je lih rekel, da mora imeti malo neke svoje patine, nekih bojnih ran, veš, da je malo bolj pristan. Ja, se mora imeti, moraš sprejeti ta trenutek. Ja. V bistvu se moraš za motor odločiti. No. Z GS-om sem se tudi kar nekaj vozil po makadamih, pa malo po terenu, pa sem se pač odločil, ampak me je tudi srce bolelo, kaj treba pobirati, veš, to je tako. A pri Haskiju si že krsto šel splat od spod? Sem. Pa ni bolelo, ne? Ne, sem. Ko vaju poslušam, je kar zamika biti motorist, ne? Ampak Ja, ta vzvod za postati motorist je prišel pri meni, vsaj zdaj iz druge strani, te ljubljanske gužve. In sva se s Cirilom odločila, da greva to kodo 125 narediti, pa enega skuterja si nabaviti. fanta. Prehranita si, pa se ima takle izkušenega človeka, prehranita si stroške, ker bo ta šla itak izpit za motor delati. On je zdržal na 125. Koliko cajta si zdržal? 3 mesece. 3 mesece. Ej, pa veš takrat, to si zdaj leta 10, ki mi to isto tako razlaga, ker vsak je šel to kodo, ti. In to še jaz ko sem znač, Ranžo, ta bobnar od
od vseh možnih bendov, model, skratka, on je še tudi delal tako do 125 in nabavil nekega KTM 125 in je trdil takrat smrtno, da ni šans. To je vse, kar rabim. Da ni šans. To sem jaz, ja. Zanči, sem prišel do mene, sem mu še ketno namazal, sem šel jaz ten cov, pa to, pa koliko misliš, da bi bilo, sem rekel, ok, dobro, gremo po izpit, ne. Koliko bi bilo zdaj pameten med? Veš, kaj je čarobno res na motorju? Jaz sem to svojim dvema bencinskoma bratoma razlagal, ne. Lej, ti imaš čist eno drugo perspektivo ceste, hitrosti, fizike, okolja, ne. Veš, kaj se meni zgodilo? Če se lepo pelem čez Ljubljano, za Bremzom ustavim kot kulturen voznik, kot motorist, ustavim na semaforju in gre ljudje čez cesto. In ti zavohaš parfum od dame na motorju. Ja, motorjem si bolj mogoče v prostoru. Pa tudi tako, bolj si v prostoru. Pa mogoče malo bolj vsem tak atletski, kako bi rekel, več je tega telesnega doživljanja same vožnje, čeprav spet govorim kot, nisem se jaz nikoli hiter z avtomobilom pelil, te geji znajo biti, bočni geji znajo biti hudi, ne. Kjer geji pa tebe na motorju prepričajo? Kaj imaš raj? A imaš raj šus pa tekoč ovink, ali je, kaj je tvoje... Če rekel ta feeling... Ja, kaj je tvoja magična točka? Ja, pojemk, pospešek, nagib. Jaz bi rekel raj, ta pojemanje in prehod v nagib, ne, veš, kad ti počas prvo bremzo spuščaš, dodajaš nagib do tega apexa, ne, tam, ki si najbolj, če ti sprav narediš, mi je pol vsem, koliko hiter se bom ven odpeljal, ker itak nisem na derki, ne, tako da... Skakalci bi rekli prelet čez hrbtišče skakalnice. Ja. Tako da v bistvu me ta del pojemanja, pa tudi se mi zdi ta najbolj zahteven, ne. V mojem, rekel, čist na mojem na amaterski ravni doživljanja enega tazga, bom rekel, malo bolj športnega aspekta vožnje. Sej prav to je podoben, se mi zdi. Kako je to lepo povedal? To, ko greš iz točke bremzanja v tisto špuro, ki jo gledaš cel cajt, ne? Tako se mi zdi, da je to najlepši del. Ti eno anekdoto povem. Prej, ko sem omenil Porsche v akademijo, tam dirkališče v Istanbulu ima en tak dolg 180 stopinski ovink, ki se v bistvu 3-krat radi zlom notrni. Ne, v redu sem. Hvala. A veš, in jaz pilem tisto vink in vedno nekje ta sredinski apex gubim, a veš. Ne, ali sem se na vink preveč na bando pripelil, ali preveč placa ostalo, glavno ne gre mi, ne. In jaz rečem temu mojemu inštruktorju, Aksel, da pokaž mi, jaz kle nekaj ne znam sestaviti, ne znam te linije povezati. No in pa se mi dva... In kaj je rekel? Ne, on se usedel v avto, pred mano voz je rekel, ti bo od nas kar, pa glej, točno, kje bom vzel, kako, ne, tu moje fanti resno študiram. Ja. No in mi dva res ta vink odpeljava, meni jasno postaje nekje sem ga lomil, ne. Pa greva naprej, ne. In jaz tako gledam uno stikalo pogumane, ko vse izklopiš, ne. In tako gledam in škrtne postajam pravi, Juri, sem tukaj, da veš, na slajkah sva na gumah brez profila, ne. Ja. Na drugi strani se je nevihta vlila, ampak noč, ti kar pel za mano, vse je okej, ne. Ja. In se jaz tako pelem za njim in greva čez en hrib v dolino, v kompresijo, pa v naslednji 180 in se, veš, uno zlovešča zavesa. Shit. Ko se pripeleš v Mordor. Ja. Iz jasnega vremena, ti gledaš v števc, ko leti to, veš, da imaš gume segrete, veš, da je krasen asfalt, vse drži, najboljšega inštruktorja pred sabo in tako si jaz rečem, lepec. Tako, ko bom v vinku, ko sem ta vink odpeljal, njega bom gledal, ne. In prideva midva v ta Mordor, ne, zavijati začneva, ne, in tako jaz gledam Aksla, ne, gume njegove, veš, in vidim, da je on pohod, ne. Ja. Sem rekel, točno isto bom naredil, ne. In prej sem hotel pritisniti to stikalo po guma, da bi vse izklopil, pa sem pozabil, ne, izklopiti. Aha. In jaz valjda zamudim tisti trenutek njegov popolnega kroga, ne? Ja. Ki tudi v dežju na gumah, ki sicer nimajo nič prijema, naredi svoje. Ampak jaz sem pozabil, da imam še malo kota volana in jaz pohodim ti stroj in sune avto, ne. Veš, leva, desna, jaz se tam neki matram, ne. Zgubim vso tehniko, fokus, gledam ograje, nič si se zdal, ne. V enem trenutku se zavem, ne, da je umetna inteligenca, tako ko si prej sprašoval, naredila svoje in sem škrtne spet postaja pa se Aksel v glas. Kaj, Juri? PSM, please help me God. PSM je pa Porsche Stability Management. Bravo. Tako da ja, take so te. Je to. Ej, pa
Kaj pa na pedalih voziš? Kjer kolo imam trenutno? Ja. Si na elektriki. Ne, a veš, da nisem na elektriki. Tudi tam mi elektrika ne gre po grlu. Čakaj, klepa spet, pa ne bomo šli v filozofsko, ampak vedno več gorskih kolesarjev, takih puristov, se zdaj ogreva za te nove bicikle, lightweight, električne, malo manj akumulatorja, malo manj moči, ampak sam... To bi mogoče še imel smisel. Te lightweighti so me še kar prepričali, zato ker se pele približno podoben kot bicikl, medtem ko oni 25-kilski e-bajki, tudi ko bi šel 20 let nazaj v preteklost, takrat so downhill kolesa vagala manj, 22 kil, je bil še tak težek prašič, da so kolesa 15 kil, tam je nek sweet spot, mogoče 16 za downhill, ki je fajn, da ima malo inercije že sam bike. Ampak to je to. In rekel, te e-zgodbe nisem jaz posvojil. Tudi zato, ker je ful nedružabna, sploh pri kolezi. Če imaš ti e-bike, pa jaz navaden bike, ne mora iti mi dva skupaj na turo. Ne glede na to, koliko kondicije imam jaz, pa koliko ti, ker to razliko čisto bije. Pa tako, jaz sem tudi malo purista. Kolo je pa en tak res čudovit izmislek človeškega inženirstva, tak sila preprost. Čeprav ima to zdaj čisto hudo zmetenje gor pa vse, ampak tam imaš tisto ketno, tistih par ležajev in če so borovnice pa potok, sloh ti en teden v gozdu. Una elektrika pa, ki škripne, si noben ne bo, 25-kilske prasice, Jurija Višincov več gor spravo, mi ne bo noben razlagal. Pa zanimivo je, da si se tudi to istočnico dal. Kolo je res dejansko praktično prvi stik z mobilnostjo, ki ga ima vsak človek. Se mogoče v kolesu treba iskati to, zakaj se radi vozimo z motorji pa z avtomobili. Kolo je bil prvi tak inženirski izmislek, s katerim si spizdil v prve trenutke ene take svobode in ene tako orodje za doživljanje življenja in šel češnje rabutati. Tako se jaz na motorju počutim še zdaj vsakič, A pa to, da si vozil downhill, ti na motorju ful pomaga? Mislim, odvisno spet parkiram v motorju. Mislim, tako to večkrat premišljujem. Zdaj jaz nisem neki, kakšen tehničen bog vožnje v nobeni disciplini, da ne bo pomote, ampak se mi zdi, da pomaga, recimo pri downhillu oziroma pri teh gravitacijskem kolesarjenju. Rečemo, kar se meni zdi, da dobiš ful občutek za prvo bremzo. Je resnici tako protiintuitivno. Ti bolj kaj strmo, bolj kaj tehničen, bolj si na prvi bremzi. Bolj, ki grejo stvari narobe, bolj moraš spustiti to prvo bremzo, ker se neumen sliš, pa iskati neke place, kjer boš ti sploh to ustavil. Ta refleks se mi zdi, da ti ful prav pride tudi na motorju. No pa glede na to, da si... Pa druge stvari, neka motorika sigurno je, se verjetno pomaga tudi, če smučaš ali pa če karkoli drugega počneš. No pa glede na to, da si v Kranjski Gori kar nasilno premaknil geometrijo tvojega naravnega podvozja, ne? Ja. A zdaj drugače gledaš na te stvari? Kako se zdaj na gorskem kolesu naprimer lotiš skoka z gapom ali pa kaj takega? Ker meni se zdi ta skok, Saša, ti poznaš gap. Meni se zdi to tako, moraš kar imeti kohones, ne? V bistvu ni čisto tako. A ni? Veš, kako je pri teh stvareh, je tako, ti moraš biti navožen, pa tudi za skoke moraš biti ti naskakan. In ko si enkrat naskakan, to rata dosti simpel. Problem je, ker ti nisi več dobro naskakan, pa bi neki skočil, zato ker je tvoj prijatelj skočil. Tako sem si jaz nogo v lupu in to so te neki ego momenti, ki so res slabi. To je podobno tudi verjetno z avtom. Sigurno je pa to en velik problem operativne oziroma skupinske vožnje motoristov. Veš, eden je pameten, oni bi sledili, problem sledenja je en prehiti, ti uide za 300 metrov. Jack Miller se ful matra, mislim, 300 metrov ujet je gap. Je gap. Orenk, in tam se pol zgodijo neumnosti. In isto je pri teh stvareh. Kar se tiče pa gapov, pa ne vem, če jih bom sploh še kdaj skakal. To sem malo pustil, zato ker za skakati može biti tako skos naskakan, pa 50 let bom star, drug let. Ampak se bojim, da se pa te gapi pol po druge neumnosti preselile. Veš, se pa še kle motor, pa trial, pa imel sem še hard enduro, pa sem... Veš, pol probam vedno en tak management. Veš, v resnici ga jaz rad malo tišim, s čemarkoli. Ampak pa si vedno tako naredim, nekaj si optimiziram. Valjda ne bom še zdaj z motorjem čist položen nažigati en Wing 160, ker pri 160 grejo stvari narobe
grejo samo enkrat na robe, verjetno. Fundamentalno. In... Ja, če si na cesti. Ne? Ampak tako se mi zdi, recimo, če greš pa veš tam železne kaplje na Jezersk, pa vidiš gor 2 serpentine naprej, pa imaš une ovinke za drugo, pa sploh čisto nagnen. Pa vem, da tam noter imam 40, pa če se bom ulegel, a veš, bom malo klev, pa do vrha bom že zračunal, koliko mi je to koštalo, pa bom šel na kavo, pa dam, ne, a veš, ne bo. Tako da si probam vedno, če že moram priznati, kje bi malo bolj športno postopal, si pol tako naredim. No. Tudi z onim hard enduro sem raje kakšne bolj tehnične stvari vozil, ki je bolj počas, kot da bi tam tretjo odpiral, kakšnih dolgih. Pa dol, pa v kolobu. Pa ja. Pisal si knjigo, v bistvu, malo si analiziral krizo srednjih let, ne? Ja, to je pa tudi hudične. Ja, se to me zanima. No? Očitno motori niso pri tebi kriza srednjih let, če ti je bilo to nekako, veš, dano, ne? Po fotrovi strani. Ja, pa tudi je, ne, a veš, se veš, nekaj moraš imeti, ne. Tam imam cel, ja, ampak to ima že cel life nekako, ne? Imamo celo grupo, ja, ampak to ne popušča, ne, se to. Imamo neko grupo, smo 3 frendi in pa so tegli včeraj do Andrej na logo. Ajde, imaš 40 jurjev, pa 3, kjere 3 motorje bi si, a veš. Fobije so vedno isti. Ja. Pa sta dodala, ok, imaš še za klasike, dajmo še za klasike 25 jurjev dodati. Se pravi, tebe je ta kriza udarila tako, da sam malo stopnjuješ to svojo obsesijo z motorji. Jo niti ne stopnjujem, sploh ne vem, kako ta kriza. Mogoče sem že, malo si domišljam, da sem že malo ven z te krize. Aha. Pa ne, kako bi vedel. Ja. Jaz sem šele dobro vstopil. Si se dobro vstopil, vidim. Pa veš kaj, ne, mene... Kaj pa tvoj naslednji zdaj motocikl? Jasno, da bo skvarna, ampak... Ne, ni rečeno, ja. ker... Ampak kam te... Zadnji smo neko Hondo gledali. Tako odprto polje je, ne, to, da zdaj jaz še nimam motoristične identitete še, veš, ampak... Ja, vse rabiš, ne. Rabiš en dober tak, rabiš... Jaz rabim portfelj, veš kako širok zdaj. Jure, dava ti 40 jurjev. Ajde, kaj bi naredil? Kaj bi ti naredil? Ok, 40 jurjev. Pa lahko so tudi, lahko tudi tako optimiziraš, da so rabljene stvari. Ni pa nujno, da so 3. Lahko narediš 5 z tega, lahko narediš 4, lahko narediš... Enega V Gucija bi imel, ne? Prosim. Ja. Za fotrovskega tazga. Ok. Vse je fin motor. Pa bi imel rabljenega Unimoga, no. Ta ni motor. Čekaj, da imamo motori. Ja, da sem motor. Pa 40 jurjev. Ja. Dobro, zdaj imaš še 30 jurjev, ne? Še 30. Ne, imaš še 33 jurjev. 33 jurjev, ne. Ja, jaz mislim, da nekaj tacga kot ti bi imel, ne, ampak zdaj mi je tisti Desert X, ne. Kaj je to Desert X? Duče, ok. Ne. Ducati mora biti probajti prav star slovenski pregovor. Ja, pa tudi. To jaz še nisem. Pa sem letos bil že milimeter stran po zimne. Še dobro, da mi je preprečil. Kaj pa je tazga na Ducatiju? Mislim, govorimo tle o nekem passionu ali govorimo dejansko o tehniki, tako kot smo nekoč pač pri Italijanih, pri avtih govorili, da... Ducati ima vse, ne? Ok. Mislim, Ducatiju ti sprejmeš, da boš imel res, da boš kupil verjetno fuljenih problemov tudi zraven. Ok, se pravi je isto kot z avti. Isto kot z avti, lej, ne, Alfa... Pa drag servis, pa dragi deli. Pa lej Alfa pogledaj, okay. Ne? Ja, ok, sam tipam, da vidim... Življenje z avtomobilsko manikenko nikoli ni bilo poceni, bilo pa vedno strastno. Ja, ok. Veš, to je Ducati, ne? Pa Ducati tako res, to je... Ma to more biti, a veš? Pa glasba, ne, njegova. Ja, pa glasba njegova, ne. Čeprav jaz bi kar pri temu V2 ostal, ne. Zdaj so šli čist na V4. Koliko mi še ostane? Koliko je ta? Ta je kar drag. Ja, ne, koliko ti ostale? Še dobrih 12 jurjev ti še ostale, tako da kar... Ja, jaz 180 kot BMW-jev moram imeti, ne, enkrat. Ja? Sprav... Kjer ga? Ja, GS-a nekaj. Prebliz bosta s Husqvarno. Vem, ampak... Čeprav, ne, imam idejo. Narediš si, pol daš na Husqvarno na 900 enkov, daš res proper rally gume, pa jo imaš za tako. Tega imaš pa za kufrčki. Tega imaš pa, da greš, a veš, kufrčki, pa malo po ovinkih. Imaš pa
tako da pametno razmišljaš. Veš, kaj pa mene še baša v krizi? Gucija bi edin z Ducatijem zamenil. Kaj bi? Gucija bi z Ducatijem zamenil. Jaz ne vem, zakaj se Gucija tako zaljubil. Ampak meni se zdi Gucijeva zgodba tudi taka seksijna, ne vem. Kaj pa te kafe racerji, pa to vam tako kaj... Ne lepi motori, cool. Mene če kaj tako trzne me te stvari, no. Tu pa tvoj brat fulfura, ne? Ja, on ima enega zelo lepo narejenega Triumfa. Jaz sem tako malo zadržan do teh kafe racerjev. Tako se mi zdi, da so to, a veš, v iskanju neke osebne posebnosti so vsi isti, pa zjebali bodo en cel del tehnične zgodovine, ful pomembne. Veš, v Honda CB500 so šle vse pod flexarco. Zato, da imajo vsi isto, ne bomo imeli isto original Honda, ne, vsi bomo imeli isti z azbestom jebenim povid auspuh. Zato, ker na Instagramu z največ followerji to naredi. Tako mi je malo, dej. Do tem, da daš ti izgled motorja pred vozne lastnosti. Veš, to mene pa se mi zdi, pa veš, kaj me tudi moti v kafe racerjih. Sicer je tu samo moj problem, da motoristi pol sedajo na te kafe racerje, ko v duši sploh niso motoristi. Mene to ne moti, mogoče pa kakaj ljudi pripele jih spozna s tem, ki sicer ne bi, a veš, sej. Mislim, po prvem stavku sem par teh reviewjev pogledal, ker te motori so tako, znajo biti paša za oči, ne? Ne znajo biti paša, pa tudi, da ne bo zdaj, da ne vem, kakšne predsodke. Poznamo ogromno ljudi, ki delajo te stvari in čudovite stvari delajo. Ampak ni pač moj, jaz imam motore zaradi drugih stvari. Ja, tle bolj izhajajo te emocije iz občudovanja objekta, ne, kot tazga. Meni se zdi, a veš, da te inženirji v fabrikah, pa sploh v teh kakšnih dirkalnih racing in development oddelkih, to so taki norci. Zdaj pa jaz flexarca vzel, pa bom njegovo skulpturo šel žagati. Zato moraš biti tudi malo brez spoštovanja. Ja, štekam. To je tako, kot še Mona Lisa brke narisati, ne? V Louvre. Ja, mislim, občudujem to, kar so včasih delali, veš, kaj so recimo še te Igora Krapovič in podobni modeli, ki so oni glih Gucija Alemana napilu do te mere, da je linijske Japonce štirvalne žgal z njim. To je taka žlahtna obrt, ne? Ja, z namenom izboljšati motor, ne pa... Naredi ti motor hiter, ne? Naredi geometrijo, da bo super, naredi, a veš, izboljši neki, ne pa zdaj... Če pa zraven še dobro zgleda, pa, a veš, zgleda s tem namenom, v bistvu z namenom, da je hitrejši, ne? Če kdaj smo že videli dirkalno stvar, ki bi izgledala slabo, ne? Mislim, če tako... To je tako, kot je Dan Lenart rekel, ne? Zakaj MiG-21 izgleda dober, ne? Zaradi tega, ker je, a veš... Funkcija, ne? Ker je funkcija, ja, seveda. Zakaj Desert X izgleda dobro? Zato, ker sem res zgleda dobro. Čakaj, zdaj jaz moram prav pogledati, kaj je to. Čeprav... Jaz sem se zadnjič namenoma ustavil tam. Kje? Pač tam, ki jih prodajo, no, čist reklame delo, ampak jaz sem ga šel prav potipati. No. Mislim, ne, pa itek pol, pa še mi je moj prijatelj Pero. Fantje, je mogo jeti čez 15 minut najkasneje. Jaz sem ob 9 me čaka prijatelj, ki greva skupaj. Tura čaka. Tura čaka, dej pa moramo še tu rešiti. Dejmo. Dej, tu me še ta slovenska ograjenost naša, ki se vsi najbolj počutimo takrat, kada smo v svojem vrtičku. Ti si stopil iz radija, pa si se šel v privat gorsko kolesarstvo. To sem se šel že prej, ne. Okay. Ampak na letu si na eno mino. A je to zdaj rešeno? Pa rečemo, da je rešeno. Ne? Je uspelo. V bistvu sem ful hvaležen tej mini, ki je tudi mene rešila pred mnogim, kar bi se me še vedno držali, če ne bilo te mine. Zdaj bomo sicer ta kolesarski del naše zgodbe nazaj vzpostavili, bo pa ful drugače. Del v dveh stavkih, please razloži, zakaj si šlo. Ja, mi smo tam v bistvu z ženo, pa še enega partnerja, imam tega prijatelja, že prej omenjenega Lukata. Porsche driver. Tako smo gor naredili trail center. To pomeni, da najbolj zahodna slovenska vas v Robidišču. Eno hišo imamo predelano, en tak mini hotelček, kjer nudimo zajtrke, krasno, lepo. Imamo čudovit vrt, čudovit piknik plac in lušten barček, pa 10 km trailov, ki so zelo luštni in pač s temi traili je bil problem.
ki so potekali čez. Z enim delom lastništva, skratka neke zgodbe, ki jih pravzaprav tudi sam nisem dobro razumel, zato ker sem pač iz Podgorja oziroma z Ljubljane prišel v eno popolnoma drugo okolje, ker nisem razumel, kdo je kdo, pa kdo kaj pomeni, pa kdo bi rad kaj pomenil, pa kdo nič ne pomeni. Pač sem se očitno povezal z malo napačnimi ljudmi. To govorim strogo v navednicah, ker ljudje niso napačni, ampak napačnimi v očeh tistih, ki bi se mogel verjetno z njimi povezati. Zelo kompleksna zgodba, ker res ni za v 2 stavkih. No. Ja. Pa ne bi jo zreduciral zgolj na slovensko fovšijo, čeprav je tudi ta poganjala velik del tega, kar se je zgodilo. Skratka, letos smo ostali brez soglasja za uporabo teh zemljišč, po katerih poteka ta kolesarska infrastruktura. Zdaj smo pa skozi glasovanje to možnost dobili končno nazaj, tako da bomo drug let zadevo spet zalaufali. Super. To je v najmanj stavkih povedano. To se pravi, drugo leto, Trail Center, Robidišče. Tam pridete, srečate Mihija, Mihi vam bo pokazal skrivnosti, idealne linije. Nimam jaz, ful sem mal na kolesu. Moram reči, da so se mi vse te prekucije, ki so se držale, a veš, to se pa najbolj zajebeš v življenju. Če nekaj, kar je tvoja strast, če želiš biznis tega delati. Jaz, odkar smo začeli to delati, sem se nehal s kolesom voziti in ful laufam. Laufaš? Ja. Mislim prav tako, tačke. Prav tačke, ja. Jutri grem z enim frendom, greva 30 km zjutraj laufati. Vsak Ingležov. Ja, si gre. Mislim, po hribih gre, ker nimaš po ravnem, zajebavar, ker imaš skozi isti gib. Vsaka čas Bojan. Traumatologinja je bila Petra. Ne? Petra, ja. Petra, poslušate vsaka čast, jutri grem jih s temi tačkami. Ja. Mislim, se ni zdaj tačka, da bi bila vedno boljš ni, ne? Ampak bolje, za teh par let bo še dobra. Ne? Zadnje atmosfersko vprašanje. Dajmo, pičimo. Kjer je bil tvoj prvi avto? Moj Trabant. Res, skupaj sem Trabanta od soseda in lušten sosed je ravno takrat umrl in potem mi je vdova njegova prodala tega Trabanta in zraven sem dobil še zvezek, kamor je majster beležil noter čisto vse posege na tem avtu. In mi je ful žal, pa sem ga pa na streho dal. Ne. In ko daš Trabanta na streho je... Kje je naš Trabi? Trabi. Lega, dajmo ga. Pokaž moment. In točno, ni imel sicer modre strehe, ampak bil je pa take barve. In kaj se je zgodilo, kako je šel na streho? Zdrsnil čez nos, zapel Jarek? Ne, pas sem zamenil. Veš, kje tam pri Mladiki. Aha. Mi smo se z nekega žura pelali, ker smo, mislim, da igrali neko to rally igrca cel dan. In pa sem jaz sem potegnil in je une raderke so toliko zagrabile v nekem trenutku, malo zdrsnili, pa je prijel, in smo šli na streho. Je pa res, da Trabi v hitre menjave smeri nikoli niso šli izpod koles. Gronholm bi rekel, not very good. In pa je utrgal ta del strehe in smo se tako po hrbtu vozili. To je bil moj prvi avto, ful ga pogrešam, pa ful bi ga spet imel. Takrat so bili tako zaston. Ja. To si jih dobil za 100 mark takratnih ali pa za 200 mark. Veliko stvari se je tako obrnilo zaradi leta 2035. Ja. Jaz sem imel tudi ponudbo, da bi Katro lahko kupil krasno ohranjeno za 400 €, danes so šle v nebo. A res? Katro se mi bomo naslednji avto. A veš, Bela. Najboljše iz podolenskih rok. To je bil čudovit avto. Krasen. Prvi SUV. Prvi križanec. Križanec, ne SUV, ja. Pa prvi avto, ki je znal pasodoble plesati, brez da ti je prste pohodil. Pa nagibo se ke motor. Točno, ja. Ampak menda je bil stabilen. Izjemno stabilen. Mese ni bil počasen. Edino v Rikvrc nisi smel narediti. Kako je že ta policijski trik? Kako se mu že uradno reče? Tiste, ki se obrneš. Ja. Tam ni bil dobro, drugače pa. Ne bomo te zadrževali. Jaz niti odprl nisem še knjigce, v kjer imam vprašanja. To pomeni, da definitivno sledi nadaljevanje tega podcasta. Če te je skrbel, malo mi se... ni skrbel, kaj se bomo pogovarjali, ampak a vidiš, tole urco pa pol nam je stekel, kaj nač naslednjič se nam Ciril še pridruži. En obesek za naključe mi boste pa dali. Dobiš pa karte, poznaš naše karte? Ne. Naše karte nimam kam dati, zdaj imam samo tam malo kufrček za držni kombinezon. Karte boš pa že nekam v žep dal. No? To so naše karte, igralne karte, primerjava podatkov, vsak avto ima naš opis, subjektivno oceno atmosferskega šmeka.
Hudo. In enostavno. To smo se igrali, kanorci, ki smo bili imeli. To je to. Bravo. To je analogna stvar v digitalni dobi avtomobilizma. To se bo s hčerko šla. No, vidiš, to je to. Pa so dobri primerki. Kaj pa največ vreden, kaj bo že v tistih kartah, ki smo jih imeli? Tle mislim, da je najdražji je McLaren F1. Ja. Ampak, veš, Fičo ga komod pobere na teži, ne? Aha. A veš? Masa je mama. Koliko je bil Fičo težek? Fičo je bil 595, kako že? Ja, izvernik. Sem to letel? Veš, da ne vem. Koliko se jih je pa dal napilt? Lega enega tam dol. Tis nam je Gabrdov, ne? Ja, nacionalna klasa. Ne, to je ta zastavica, ne? Hudo. 750, ampak je iz filma. Pa Fičo je osnovna celica mobilnosti naše ranke države, ne? Ja. Na njem smo se vsi voziti učili, na morje smo šli. Mi ga sicer nismo imeli Fičo, mi smo imeli katre, same katre. Lej, tudi katro imamo vmes. Bravo. Če ga škoda očal nimam. No, se už pol. Hvala, to sem pa... To ti damo, pa jaz si res želim nadaljevanja, pa še Ciril se nam pridruži, pa še enkrat udarimo kakšno debato. Čak, nisem še te katro. Ne, to ti bom dal nove zapakirane, te imamo tako. Jaz zdaj povem, da naslednjič bomo nadaljevali z Mihotom, takrat, ko bom jaz uspešno položil izpit. Kdaj pa imaš? Jaz zdaj po dopustu voza začnem, ne? Super. In jaz mislim, da moramo iti pol tam na zahod Slovenije, na ta vrt pogledati z mikrofoni, ne? Ja, pa jaz pa Ciril bova imela že kodo 125. Ja. Pa vsi se bomo spustili za Mihatom po njegovem trailu. Vse super, gre 125, vse to se da luštam pelati. Jaz se v svart pilno mojo pilo se normalno prepelal v Ljubljano. Pa tudi spet celo pojem. Ok, Miha, najlepša hvala. Hvala vama, ful sem vesel, Cirila pozdravta, če kaj govorite. Včasno nam je bilo, kolega. Tudi nama, kolega. Ajde, folk, hvala za poslušanje, pa kaj? Nač, mi gremo pa dol še sliko narediti. Ja, sliko moramo še narediti. Sliko moramo narediti. Ajde, čau. Čau. Ful bomo dali hiter minil. Ja, veš kaj, eno